Danes v novicah med drugim. Jeseni začetek gradnje nove osnovne šole Ane Gale v Sevnici. Na Gričku zasadili lipov drevored. Začetek velikonočnega tridnevja. Lep pozdrav! Osnovno šolo s prilagojenim programom Ana Gale v Sevnici v letošnjem letu obiskuje 31 učenk in učencev iz Radeč, Škocjana in Sevnice. Ker prostori že kar nekaj časa ne ustrezajo normativom, so se na občini Sevnica odločili za nove, ki jih bo sofinancirala tudi država. Na šoli se s težavami srečujejo predvsem zaradi velikosti prostorov ter dotrajanosti celotne zgradbe. Razredi so se nam letos s številom otrok bistveno povečali, sam gabarit učilnice ne, tako da trenutno smo na tem, kakršnem smo, sproti rešujemo z nekimi vzdrževalnimi deli stvari, ki jih lahko, vendar pa stavba je dejansko dosegla svoj maksimum in v bistvu v njej ne moremo izvajati tistih storitev, ki naj bi tem učencem jih ponudili. Ti prostori niso primerni za delo z temi otroci in verjamem, da bo projekt uspešen in da pomeni nov korak v smeri razvoja šolske dejavnosti za otroke s posebnimi potrebami. Nedavno so pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje. Sedaj tečejo postopki za objavo razpisa za izbor izvajalca, planirano pa je, da sredi poletja pričnemo z samo izvedbo in nekako v roku enega leta tudi objekt zaključimo. Za gradnjo so v lanskem letu uspeli pridobiti tudi okoli 1 milijon evrov sofinancerskih sredstev strani države, kar predstavlja okoli 40% celotne investicije. Zadovoljni pa so tudi v Šentjerneju. Zaključni račun proračuna občine za leto 2021 dokazuje, da smo delali dobro in veliko vlagali, dobre 3 milijone predvsem v infrastrukturo, pri čemer smo pridobili tudi precej evropskega in državnega denarja, je na včerajšnji seji občinskega sveta poudaril župan Jože Simončič. Z opravljenimi nadzori in ugotovitvami tega pa so po besedah predsednice zadovoljni v nadzornem odboru občine. Razprave o zaključnem računu ni bilo, je pa ob tej točki Simončič še poudaril, da uspešno zmanjšujejo zadolženost občine. Vsako leto ga odplačamo približno glavnice 530 tisoč evrov, tako da finančno stanje občine je dobro, lahko rečem. Občina je zadolžena za slabih 7 milijonov, kar je pod 1000 evrov na občana, dodaja. V tem obdobju se nismo zadolževali. Smo samo en večji kredit zamenjali za ugodnejšem, seveda pa so krediti še iz preteklosti za šolo, za zdravstveni dom, za nekatere manjše investicije. Svetniki so se seznanili tudi s poročilom o delu nadzornikov v minulem letu, ki ni vsebovalo bistvenih pripomb. Pod drobnogled so med drugim vzeli zaključni račun občine za 2020, nekatere naložbe in poslovanje občine. Kot dokončno ugotovitev smo podali, da je bil zaključni račun občine Šentjernej za leto 2020 skladen s proračunom občine Šentjernej in z odločitvami občinskega sveta. Nepravilnosti ali nezakonitosti ni bilo niti pri oddaji in izvedbi naročil pri naložbah, ki so jih preverili. Javna sredstva je občina, tako Venetova, porabila namensko in gospodarno. Še 10 dni nas loči od državnozborskih volitev. Prvič se v boj za mesta v parlamentu podaja stranka Državljansko gibanje Resnica. Na novinarski konferenci so predstavili kandidate z Dolenjske in iz Bele krajine. V Novem mestu 1 se za poslanca poteguje Borut Zoran, ki ima dovolj ukrepov države v zadnjih 2 letih in razume, da je ljudi strah prihodnosti. Na Dolenjskem imamo veliko podjetij, ki jih ta kriza danes kar prizadeva. Naprimer, če pogledamo samo Revoz ali pa še ta povezana podjetja z Revozom, pa tudi vse ostale stvari, ki jih niti ne zaznavamo, pa se dogajajo. Zato je temu treba narediti konec. In konec lahko naredimo samo z vašo pomočjo.
V Novem mestu 2 kandidira Mateja Tomič, ki meni, da je vlada v zadnjih 2 letih grobo posegla v temeljne ustavne pravice in svoboščine. Zato smo v stranki Resnica napovedali odločen boj proti covidnim ukrepom, maskam, PCT-jem in tako naprej in covidni krizi. Želimo pa tudi, da se v ustavo zabeleži prostovoljna odločitev glede vseh cepljenj, prav tako pa tudi prepoved kakršnekoli diskriminacije v povezavi s tem. Da si je treba svobodo in dostojanstvo priboriti nazaj, se strinja tudi Ratko Kosanovič, ki se za mesto v parlamentu poteguje v Trebnjem. Moj vstop v politiko je bil dobesedno vpoklic za boljšo prihodnost naših otrok in tu sem neomajen. Bistvo, kar se mora uveljaviti, da ne je ne in konec covid ukrepov za vse čase. V Črnomlju pa kandidira Pavel Šuštarič, ki v spredje postavlja mir, neupletenost in neopredeljenost v mednarodne konflikte. Če dobimo moč odločanja, bomo takoj prenehali s vsemi sovražnostmi, ki jo je aktualna oblast povzročila z Rusijo in izvili Slovenijo iz kremplja vpletenosti v ta mednarodni konflikt, ki ga diktirajo ameriške agende in ruska velesila. V resnici pravijo, da so edina alternativa 30-letnim lažem, korupciji in lažnivim delitvam. Zbrali smo več kot 85 odličnih kandidatov, s katerim smo pokrili 88 volilnih okrajev po celi Sloveniji. Gre za politično neoporečne ljudi, gre za ljudi, ki so dostavili potrdila o nekaznovanosti in gre za ljudi, ki imajo nek ugled v svojem okolju, ki prosperirajo, ki imajo dobre ideje in gledajo z danes na jutri. Kandidati v 6. volilni enoti si želijo ustvariti pozitivno politiko za lokalno okolje in pomagati ljudem. Zdaj pa se bo predstavila še kandidatka liste Povežimo Slovenijo, ki na državnozborskih volitvah kandidira v 6. volilni enoti v okraju Trebnje. Ana Moder je diplomirana inženirka živinoreje, zaposlena pa na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Novem mestu, kjer je vodja trebanjske izpostave. Izpostavlja pomen zdrave domače hrane. Se bom prvo zavzemala za pridelavo tiste ta prave naše lokalno pridelane hrane in zato lociranje te hrane našim potrošnikom, se pravi našim vrtcem, javnim zavodom, kajti prav gotovo si vsi želimo, da naši Slovenci jejo dobro lokalno pridelano hrano. Kot pravi, se bo zavzemala še za razvoj podeželja, debirokratizacijo, višje plače in pokojnine, skratka za vse, kar je dobro za ljudi. Akciji sajenja medovitih rastlin so se včeraj pridružili člani Rotary kluba Semič Bela krajina. Na Črnomaljskem gričku so zasadili 18 lip in 3 murve. Takole so včeraj zavihteli lopate in poskrbeli, da bo griček dobil lepšo podobo, sprehajalci po njem pa čez nekaj let tudi prijetno senco. Jaz sem presrečna, da danes drevored zaživel. Tudi vsa mesta, večja, lepa, imajo drevored. Mislim, da to je v Črnomlju res manjkalo, predvsem pa gričku, da se bo zdaj ozelenil in radi bi, da bi postal vsegeneracijsko središče. Zasaditev so rotarijci izpeljali v sodelovanju s tamkajšnjo občino in komunalo ter Novomeškim zavodom za varstvo kulturne dediščine. Tu smo izveli tudi dražbo umetniških del v mesecu marcu. Nasproti so nam šli tudi, smo nekaj sponzorstv pridobili, to je firma Adria iz Kanižarice, Strojplas Semič, ESO Črnomelj. Pri zasaditvi so pomagali učenci osnovne šole Milke Šober Nataše. Za naše učence pomeni sajenje lipe v bistvu enako kot za vsakega človeka. To je vir novega življenja, odnos do narave, do okolja, zato sem ponosen, da smo povabljeni poleg. V centralnem mestnem parku se že dolgo ni nič dogajalo, zato so pridobitve veseli tudi na občini. In bomo zdaj v naslednji fazi tudi postavili klopce spet nazaj, koše za smeti, ker bi dejansko radi, da ta naš park sopet zaživi. Uradno bodo park otvorili v sklopu jurjevanja, ko bodo lipe že zacvetele, rotarijci pa bodo znova dobrodelni. 10. april je spominski dan občine Trebnje, saj se je na ta dan rodil pesnik, dramatik in gledališčnik Pavel Golija.
Po njem je poimenovana tudi tamkajšnja knjižnica, kjer njegov rojstni dan obeležijo z Golijevimi dnevi, na katerih pripravijo druženje za mlajše in starejše bralce. Seveda za tiste, ki so opravili bralno značko. Za starejše so bralna potepanja pripravili že 11-tič, udeležba pa je bila najvišja do zdaj. Bralnih podpuhov je letos rekordno število 122, na kar smo izjemno ponosni, kar pomeni, da v bistvu skozi vse leto bralci berejo, odgovarjajo na vprašanja, ki jih zastavimo in potem povabimo še enega gosta, kar je super in se mi zdi, da so obiskovalci vedno zelo zadovoljni. Letos so na klepet povabili avtorja popularnih kriminalnih romanov Avgusta Demšarja. Zelo sem zadovoljen, ker takšen obisk, kot je bil danes tukaj, je v knjižnicah bolj redek. Na teh večerih se nas bere 10, 15 ali pa 20 ljudi. Tako da zelo všeč mi je tudi, da je recimo župan mesta bil tukaj. Jaz sem eden od navdušencev, to se pravi, jaz sem ga odkril v knjižnici in potem zdaj sem prebral približno polovico njegovih knjig. V knjižnici pa ob Golijevih dnevih tudi izobražujejo. Tokrat so zbranim predstavili poezijo velikega kulturnika. Prav tako 5 knjig pa so morali prebrati mlajši bralci, si nato prislužiti 5 štampilk, narisati kakšno risbico in nagrada je bila prislužena. Brali so zanimive knjige. Ana in Elza so sestrice in potem imajo ful enih stvari. Pa tudi risanka. Se lahko veliko naučiš iz knjig, pa lahko tudi veliko znaš, pa tle v šoli. Več kot 90 otrok je uspešno zaključilo bralno značko in seveda za pridno branje in ustvarjanje smo jih primerno nagradili. Otroci so prejeli priznanje za sodelovanje, darilce, simbolično in druženje na današnji predstavi. Na kateri so jih zabavali čarodej Sam Sebastian in njegovi super talenti. Za kristjane se je danes začelo velikonočno tridnevje. Veliki četrtek, veliki petek in velikonočna vigilija na veliko soboto, ki naznanja največji krščanski praznik, veliko noč. To je praznik veselja in upanja, ki pa je simbolično povezan tudi s hrano. Tako so po 2 letih v Dolenjskih Toplicah vnovič postavili na ogled tokrat že 18. razstavo velikonočnih jedi. Skrbno pripravljene jedi ob spremljavi ljudskih pevk rožce blagoslovil topliški župnik Dušan Kožuh. V razstavo se je vključila več kot polovica članic tamkajšnjega društva podeželskih žena. Zelo veliko so se bile pripravljene angažirati, da so spekle piškote za prodajo, da imamo danes 3 mize polne. Povabili smo društvo kočevarjev, da so spekli pobolico pa petelinčka. Seveda niso manjkale tradicionalne velikonočne dobrote, kot so potice, pletenice, šunka v testu in pirhi. Ja, lepo je, da pokažejo ženske, kaj znajo narediti. So pridne, so mlade, pa rade delajo. Všeč mi je to povezovanje starejših in mlajših, ko lahko vsaka prispeva svoje znanje, svoje izkušnje. Starejše članice imajo ogromno znanja, mlajše imamo pa mogoče malo več volje pa energije. Kombinacija obojega pa je takšen dogodek, za katerega je Milena Čibej spekla. Velikonočni venček, to zmerno za veliko noč pečemo potico, ali pa prerežem, tako da so koščki. Ponosni smo lahko na naše društvo, ki je povezalo druge udeležence, druge društva in so pač res pripravili tak lep dogodek. Predvsem pa lahko občudujemo in res pohvalimo delo pridnih rok. V dvodnevnem programu so poleg podeželskih žena združili moči tamkajšnji župnija, vrtec, šola in več društev. Za konec pa vas ob 20. povabimo v našo družbo k spremljanju oddaje Osebnost marca. To pa je slovenski somelje leta Gregor Kren. Ostanite zdravi in v naši družbi. Lep pozdrav!